Lahko še malo znam, gospod premijer. Predsednik, kako se gledate drugi kampanjo in vse ostalo? Drugi krog še ni zaključen, je še nekaj dni, po moje bodo ti dnevi odločilni. Zagotovo razmerja med volitvami in volivci niso takšna, kot jih kažejo ankete. Ankete so pred prvim krogom napovedovale, da bo Lojze Peterle zanesljivo zmagal, zdaj pa naenkrat napoveduje, da bo zanesljivo izgubil. To je seveda nekaj, kar hoče sporočiti volivcem, da se ne splača niti priti na volišče. Pač posebna manipulacija slovenskega prostora, ki pa se dogaja prvič, podobno je bilo tudi pred zadnjimi državno-zborskimi volitvami, torej razmerja niso takšna, kot jih prikazuje ankete, zato se splača priti na volišče, vsak glas odločen, vsak državljanke in državljanke države ima pravico, da voli predsednika te države in seveda zmaga bo tisti, ki bo dobil največjo podporo. Ta podpora pa, oziroma takšna zmaga pa je toliko bolj legitimna, koliko večja je volilna udeležba. Zakaj po vašem mnenju gospod Peterle boljši kandidat? To sem povedal že v prvem krogu svojega stališča, seveda nisem spremenil. Mislim, da je edini, ki je resno zastavil svoj program v smeri prihodnosti in ki tudi ve, kaj je zastopati slovensko državo, ker je bil prvi predsednik prve demokratično izvoljene vlade v času, ko je ta država nastajala, se pravi, on nima problemov niti s preteklostjo, niti s prihodnostjo. Kaj pomeni problem? Torej je kredibilen kandidat, vendar pa mislim, da teh dveh prednosti, ki ima gospod Lojze Peterle, on nima. Je po vašem mnenju gospod Trg sodi med osamosvojitelje? Torej, jaz ljudi ne delim na osamosvojitelje in na neosamosvojitelje, to je neka delitev, ki se zdaj umetno vzpostavlja. Je pa popolnoma jasno, da je bila vloga Lojzeta Peterle v času osamosvojitvene vojne, v času demokratizacije Slovenije bistveno večja in o tem najbolj treba zdaj na celih razpravljati. Ve se, kdo je, ki je bil in koliko je bilo odkaj. Če kako komentirate vmešavanje ministrstva za zunanje zadeve tik pred drugim krogom volitev? Se vas zdi to primerno ali ne? Torej, jaz nisem opazil kakšnega vmešavanja, razen časopisnih naslovih, opazil sem pa izjavo ministrstva za zunanje zadeve, ki se je odzvalo na izjavo enega od kandidatov, ki je dejal, da je leta 1991 zastopil Slovenijo. To je mogoče res, vendar je očitno zastopil tudi Jugoslavijo in se postavlja vprašanje, kakšna je bila dejanska vloga. Gospod premijer, nam lahko prosim poveste, kako... Kako odgovarjate na očitke nekdanjega predsednika Kučana v zadevi Rožman, ko ste dejali, da je bilo vse to dirigirano iz nekih skrivnih centrov? Torej, tisti, ki so veliki teoretiki teorije zarote, bi morali biti dosledni. Ko je vlada recimo predlagala zakon, ustavni zakon je zapisani, ki smo ga usklajevali zelo dolgo časa in je bilo jasno, da ga moramo pač predlagati v času, ko bi ga vsaj teoretično lahko še sprejeli letos, so tisti, ki drugače izjemno nasprotuje teorijam zarote, govorili, da je to teorija zarote. On vam tudi očita, da živite v zarotah? Treba je uporabljati enake kriterije in potem vse jasno. Ampak on vam očita, da vi živite v svetu zarot? Ja, vsak ima pravico, da očita tako. Gospod premijer, kako komentirate dejanje v drugem krogu gospoda Popoviča, ki je v bistvu nek način zahteval odstop gospoda Pogorelca iz štaba Peterleta, kar naj bi po mnenju analitikov v bistvu zelo prispevalo k nizkemu rejtingu gospoda Peterleta? Ne komentiram. Gospod predsednik, bi mogel biti gospod Turk v Sloveniji, ko smo se osamosvajali? To so vprašanja, ki jih razčistite z kandidati, ko bodo še ta soočenja, ki so pač bili osnovni. Kaj pričakujete v nedeljo na volitve? Jaz si želim velike udeležbe in v primeru, če dejansko te javnomnenjske raziskave, ki skušajo predvsem vplivati na to, da ljudje, ki bi drugače podprli Lojzeta Peterleta, ne pridejo na volišča,
ne bodo dale rezultatov, kot vsi tisti, ki jih predvsem interpretirajo, želijo ali pa ki so jih namenili, potem bo rezultat zelo tesen in izenačen. Zagotovo ne bo takšen, kot ga ankete danes. Kako odgovarjate na očitke, da je vaša vlada ignorantska do podražitev in pa tudi do tajkunizacije Slovenije? Torej so te očitke preslišali. Gospod premijer, samo to vprašam. Ja, in je šel. Kako mislite, da bo?